Zdaj pa naprej. Olimpiji! Olimpija! Olimpija! Peski! Se vidimo. Hvala studio. Pogledate Ljubljana TV. Tukaj z mano je Klemen Avbelj iz Mladinske nogometne šole NK Olimpija. Sončen dan je, mogoče presončen, Klemen? Navajeni smo, da se nogomet igra in trenira v vseh možnih vremenskih pogojih. Pozimi nas včasih zebe, polet nam je vroče, ampak je pa fino, da lahko zunaj treniramo. Kaj so optimalni nogometni pogoji, kot komentatorji radi rečejo vsake toliko? Ja, temperatura je pomembna, ne sme biti prevroče, a ne? Bolje, da te malo hladi, kot pa da te preveč greje. Vpliv vetra ni zanemarljiv, ne? Posebej, če je prehud veter, že lahko žogo ustavi, recimo vratar degažira, in žoga lahko prileti nazaj k njemu, ne? Tudi to smo že videli v močnem vetru. Zdaj igrati v dežju, določeni imajo to celo radi, itak v igri potem pozabiš, ne, da dežuje. Ampak bi rekel, idealno je pa vseeno brez dežja, ne. So fantje še vedno dovolj motivirani, vendarle lahko rečemo, da se je začelo poletje, vsaj sodeč po temperaturah. Šole se tudi bliža koncu, mogoče mislijo že, kako bojo šli na morje, kam bojo zginili iz Ljubljane, ali je motivacija še vedno zadostna? Fantje radi pridejo na treninge, so motivirani, je pa res šola težava. V tisti pavzi, ne, se je kar veliko snovi nabrali, da so potem mogli zdaj ali nadoknaditi oziroma pridobiti ocene, tako da večinoma spuščajo treninge zaradi šole. Kaj je fokus te dni, se pravi, na čem se dela zdaj, ko je recimo sezona pri koncu, ko se pripravljamo nekako na to poletje, kaj je zdaj fokus, na čem se dela te dni? Ja, zaključili smo z glavnimi tekmovanji, udeležili smo se turnirjev v Umagu, Ljubljana Open, tako da zdaj s tekmami smo zaključili. Je pa selekcija starejši dečki, v bistvu taka generacija, katera delo mora zajemati en kompleksen sklop vaj, ne. Fantje tudi rastejo v teh letih zelo pospešeno, mora biti poudarek na koordinaciji, na delu z žogo, tisto, kar so se naučili do 12. leta, morajo ponavljati še nove stvari se naučiti. Taktično že so sposobni napredovati v igri, tako da poleg koordinacije tehnike delamo tudi na taktiki. Je pa tako, zdaj tudi če tekem ni več, moramo vzdrževati način dela, ker pač delamo za njih, za njihov razvoj, in tudi če se končuje sezona, trening mora biti kvaliteten, tekmovalno se pa umiri, a ne, ni več tistega pritiska rezultata in tako dalje, in se lahko v bistvu še bolj sproščeno lotimo treninga. Zdaj tukaj stojiva na igrišču na tej umetni travi in moram reči, da mi pod stopali že kar gori. Kakšna je ta trava napram naravni travi, kakšne so razlike, kako se odzovejo fantje različno na te podlage in kako se potem to prenaša na tekmovanja? Umetna trava je v bistvu kot laboratorij, ne. To so tisti idealni pogoji, ko žoga gre naravnost, ko nič ne skače, je hitra žoga. Pri naravni travi moraš vseeno močneje udariti, če hočeš hitro žogo imeti, ne, pri podajah. Tako da igrišče z naravno travo malo razvaja igralce, z umetno travo. Ja. Naravna trava je pa tisti pravi nogomet, ne, tako bi rekli. Tako da rabimo, ko se preselimo na naravno travo, se je treba tudi malo prilagoditi novi situaciji. Vidi se, da če opravimo treninge samo na umetni travi in odigramo tekmo na naravni, imamo težave, če prej ne naredimo treninga na naravni.
Tukaj smo na Nou Campu, ljubljanskem vsaj, na žgoče vroči umetni travi Bežigrada, nedaleč od legendarnega Bežigrada, kjer Klemen, si kdaj bil tam na tekmi, si kdaj igral za Bežigradom? Bil sem na tekmi kot gledalec. Lepi spomini? Lepi spomini, vzdušje noro. Podoben kot takrat na Metaliki. Zdaj pa prepuščam besedo trenerju Klemenu Avblju, ki bo povedal, katere vaje pride v poštev za recimo U14, da bom jaz lahko i tukaj preizkusil. Sem vesel, da smo dobili novega igralca v ekipo. Prvo bova malo stestirala ta začetni nivo, lahke vaje bojo. Najprej vodenje z 2 žogama hkrati. Okay. Po sprednjem delu stopala bo treba, se pravi, ne tako v hoji, ampak lepo v skipingu, sprednji del stopala, roke usklajeno, 2 žogi hkrati, pa bom to pokazal, ti pa potem ponovi za mano. Vodenje narahlo brcaš naprej in dodaš potem rolling navzven in z drugo nogo navznoter. Potem spet vodenje naprej, rolling navzven, navznoter in tako dalje. Izvoli. Ok, pa naravnost, ne na stran, ne? To je, to je idealno. Kontrola obeh žog. Prehitro. Mirno. Tako. Lepo je, obe enako, zdaj pa greva rolling, ena noga navzven. Ven, predaleč. Ne, rolling. Aha, Tako. in pol to zarolam. Na tla. Dobro. Ok. Vodenje obe žogi hkrati. Gremo v to smer. Lepo sprednji del stopala v skipingu, lepo. Pomalci rahli naprej nazaj. To je tudi na gibanju. Ok, to je že bolje. To je že boljš. Pa gremo spet. Rolling navzven in navznoter. Ok, dobro. Ok, iz druge je že šlo. Pozitivna ocena. Ok, recimo. Naslednja vaja. Dobro. Vodenje žoge v osmici. Ok, Pomembno, da je lepa kontrola žoge, ves čas v gibanju. Če je dobra tehnika, je tudi elegantno gibanje, ko bova rekla. In najprej greš samo z desno nogo, lepo zunanji del, notranji del stopala, peto rahlo dvigujem ob vodenju žoge, ok. lepo zunanji del stopala in potem spet notranji del stopala. Izvoli. Ok. Če lahko objasniš, zakaj, katere finese, katera znanja tukaj dobivajo? Vodenje žoge, spremembo smeri, kontrola žoge, kadar ima igralec žogo pri sebi, mora pač obvladati tehniko žogo. Tukaj zdaj še ni udarca bilo nobenega, ki pa potem pride prav pri podajah in strelu na gol. Tako da najprej samo kontrola žoge, vodenje. Se pravi, tako in potem... Osmica. Ok. Tako, zunanji del, leva sprednji notranji, tako, zunanji del. Dobro. In spet. Tako, notranji, sprednji, notranji del stopala in zdaj še druga noga, gremo leva. Aha, joj, ne leva. V redu. Zunanji del stopala. Tako, in notranji del. Super, pohvaljen. Petka. Super, petca. tako. In greva še tretjo. No. Tretjo vajo pokaževa. Igralcem razložimo, oziroma si zapomnijo to vajo kot fora B. Ok. Vodi žogo z desno nogo, narediš kolo preko žoge in z levo nogo žogo odpeljaš. Spet vodenje žoge, malo se znižam zdaj v kolenih, stopim na stran, druga noga pride zraven in odpeljem z zunanjim delom. Se pravi, tako in potem... Ne, še enkrat, pardon. Prestop žoge. Aha, prestop, ja. Tako, iz vodenja in pol... in prestop, Ok. druga noga in odpeljem. Pa lažje ti bo, če se znižaš v kolenih, da žogo obdržiš lepo pod sabo. Prestop. Tako, druga, ok, ampak zunanji del, Aha. Ta sprednji zunanji del stopala mora pridati, ti si pa mogoče malo preveč speto. Ok. Tako,
Tako stopiš navzven, hop, druga noga zunanje, tako prsti dol, a ne prsti dol, da lahko žogo elegantno odpelješ. Super, Okay. super. Zdaj pa naredi to, sem full hitro, ker jaz ne morem. Ja, kako bi izgledalo v tekmi ta hop, hop, to. Dobro. Zdaj pa bi stekel do gola, pa zabil en gol, če lahko. Za U14 bi rekel pozitivna ocena sprejet v selekciji U14, ampak ne vem, koliko si star. 15. Dvakrat dolg, pa še eno leto. A lahko še dam en gol? Vedno sem ga hotel dati na zelenici, ne? A ja, kar odle. Da vidimo. Joj, zdaj bo pa čist mimo. Greva bliže. Daj še eno podajo. To pa je bilo zadovoljstvo. Klemen, najlepša hvala. Hvala, Anton. Sem sprejet v U14. Sprejet v Zdaj ni U14. unga dresa, da bi se slikala, ampak ok. Hvala na sprejemu, hvala na trikih, ki jih bom nedvomno uporabil. Odlično. In pa lepo zdrav v studio. Dobrodošli nazaj na Ljubljana TV. Z mano je Edo Bajraktarović. Edo, dobrodošel na Ljubljana TV. Hvala. Tukaj se nahajamo še vedno v Zmajevem gnezdu, kot piše. A je to domač teren? Se tukaj tudi igrajo tekme mlajših selekcij? Vse treninge, vse tekme domače igramo tukaj v jami, pravo Zmajevo gnezdo. Bi lahko označil jamo za trdnjavo? Po rezultatih mogoče? Lahko bi tako rekli. Letošnji rezultati so pokazali, da smo najboljši v slovenski ligi, v tej selekciji v 9, tako da mislim, da je res neosvojljiva trdnjava. Kakšna pa je bila letošnja sezona? V smislu, koliko tekem se je sploh igralo, kako so izgledale te tekme? Otrokom in trenerjem manjka okoli 200 treningov, ampak smo se vse nadoknadili, tako da malo smo se švercali. Zdaj pa toliko več delamo, pa na turnirje hodimo, da bomo prinesli vse nazaj notri. Torej, nema odmora, dok traja obnova, ali kako bi se rekla? Tako se je včasih reklo, ja, v bivši Jugoslaviji. Torej, poletje bo delovno, ali kako? Še ta vikend gremo na turnir v Labin za 3 dni, se vrnemo, naredimo 2 treninga, zaključek in mesec dni pauze glede otrok. Kakšni pa so, kakšna je generacija, če se ne motim, imaš ti U9 na čez, ko greš na mednarodni turnir, recimo, na kakšnem nivoju je ta naša ljubljanska nogometna šola napram sosednjim državam in pa tudi širše? Če pogledamo vikend nazaj, smo osvojili 2. mesto v Umagu, boljša od nas je bila samo Crvena zvezda. Bili so res boljši, tako da smo jim čestitali, mi pa glave gore, veseli smo bili tudi za 2. mesto, se pravi najboljši v Sloveniji. Koliko fantom pomeni, da igrajo za Olimpijo, če tako rečem? Zdaj, ko vidijo recimo člansko reprezentanco, ki osvoji pokal, a je to tema pogovorov naslednji dan tukaj v jami? Vsi otroci navijajo s srcem za Olimpijo, njihov grb je edini, ki ga nosijo in mislim, da člani so pa vzor vsem nam, mladim. Zdaj U9, se pravi fantje izpod starosti 9 let, mogoče si gledalci ne predstavljajo točno, kaj vključuje trening za njih. Verjetno se ne učijo še neke blazne taktike ali pa ne vem kaj. Niti verjetno ne more biti toliko fokus na neki moči, na kaj se v bistvu usmerjate pri tej starosti? Sigurno taktika še ni v prvem planu, delamo tehniko, žogo, dinamično tehniko, koordinacijo, večinoma pa igra. Se pravi, zabava v bistvu, za njih na nek način, ali kako? Prijetno s koristnim, no, zabava je pa tudi red, disciplina, delo, tako da se morajo že pri teh letih naučiti marsikaj. Torej, če se preveč zabavajo, jih čaka klop, ali kako?
Ne, ni klop, kakšna kazen že pride, ampak ni nič kaj takega. Ne delajo takih stvari, da bi jih kaznoval. No. Verjetno se tudi ne igra še 11-11 kot ta veliki fuzbal, ki ga zdaj gledamo na evropskem. Ne, na polovici igrišča povpreku se igra 6 pa golman, tako uživajo, no, res so pravi. Jaz se spomnim, ko sem bil v osnovni, da noben ni hotel biti golman. A se pojavlja ta težava tudi v otroških nogometnih šolah? Pri nam imamo 2 golmana, enakovredna, tako da tukaj ni problema zaenkrat. In upam, da ga tudi ne bo, ne. Se ne bojijo žoge? Ne, ne. Kaj pa, a vi kdaj zaigrate z njimi? Sem to, da jim pokažete, kaj pomeni, kaj hočete videti od njih, ali pa tudi malo, da jih nadigrate. Vsak trening smo zraven, delamo z njimi, pokažemo vsako vajo, ker pač tako se naučijo, če jim pokažemo, drugače samo z besedami ne gre. Boste pa danes videli, ko bomo med sabo odigrali na celo igrišče, bojo tudi s trenerjem Šegetom zraven. Rekli smo, da so mladi zmaji najboljši v državi, tudi širše dobri rezultati, ampak sprašujem se, je mogoče pri tej starosti tudi pomembno znati zgubiti tekmo in to prenesti? Vsekakor, poraz je sestavni del igre, tako da morajo to sprejeti, nekaj se naučiti iz poraza, da smo naslednjo tekmo močnejši. Torej, znajo tudi prenesti to? Ja, morajo se naučiti vsega, ja. Kaj pa starši? A imajo starši mogoče več težav s tem? Starši imajo malo večje ambicije kot mi vsi ostali, kot otroci, kot trenerji. Navijajo vsekakor, vsak pa gleda verjetno svojega in želi, da uspe njegov otrok. Edo, kakšni so načrti torej za naslednji mesec recimo? Zdaj ob takih temperaturah verjetno bo marsikateri ob koncu šole šel tudi na morje, ali ko grejo na morje na dopust, dobijo tudi navodila, kaj morajo, na čem morajo delati in podobno. Ne, pri teh selekcijah še nimajo nobenega plana, kaj bi delali poleti, imajo mesec dni frej, tako da ne uživajo, ne se kopajo, ne bodo starši s prijatelji. Mi pa tudi bomo se malo spočili, pa na novo. Odlično, Edo, najlepša hvala in pa lep pozdrav nazaj v studio iz prelepe, presončne Jame.